Živa, dobrodošli v podkastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes bomo govorili o Search GPT-ju, novem iskalniku, ki ga je predstavil OpenAI, ter o tem, kako AI spreminja iskanje. In kdo je bil boljši sogovornik kot Peter Mesarec, priznani strokovnjak za SEO, za digitalni marketing in za uporabo ChatGPT-ja v podjetjih. Zdaj, Peter, zgleda v zadnjem letu si celo svojo pozornost preusmeril na ChatGPT. Daj malo več povej o svoji poti pa o trenutnih projektih. Jaz sem si želel narediti Slovenijo boljšo in zato sem rekel, da bom šel študirati politologijo. Sem bil prepričan, da ko bom odrasel, bom v parlamentu in bom s tem izboljšal vse, kar lahko izboljšam na stvari, na katere jaz mislim, da jih treba izboljšati. Potem sem prišel na faks, sem začel študirati politologijo, sem ugotovil, da stvari ne grejo tako. In potem, ko sem faks končal, jaz bom delal ta marketing. Ne? Začel sem že takrat z delanjem svojih spletnih strani, pa z tem, da si to zgodbo sem že velikokrat razlagal, kako sem jaz prišel do SEO-ta. In s tem študirati, kako brezplačno spraviti ljudi na spletno stran. No? Rand Fishkin je takrat začel Moz, jaz sem takrat začel delati svoj SEO, on je začel pisati svoj blog, jaz sem začel pisati svoj blog, vse sem od njega kopiral. On je imel 100-milijonsko firmo, jaz imam super dobro firmo, mislim, da so vse stvari dobro končale. No? Tako sem jaz zajadral v marketing, potem sem zamenjal nekaj služb, ena izmed njih je bil zagotovo vodja SEO-ta na Red Orbitu, delal sem marketing na Malih junakih. In potem sem v nekem trenutku rekel, grem jaz na svoje. Veliko časa delal kot marketinški svetovalec ali pa SEO svetovalec ali pa tagline, za katerega žena pravi, da je ful beden, je, da sem marketinške ekipe pomagal predstavljati 2 koraka levo in enega naprej. Meni se zdi cool tagline. Maja pravi, da je ful beden. V glavnem. Potem se je zgodil ChatGPT. Jaz sem veliko že mojih naročnikov tožilo, dajmo mi AI uporabljati za generiranje kontenta, SEO je pač content najboljši ever in sem jaz jih vedno držal nazaj, ne si tega delati ljudje, probleme boste imeli, AI niso dovolj dobri, ne moramo tega delati. Oni so to vseeno delali, jaz pa sem, ko sem probal ChatGPT, rekel, tole je pa zdaj nekaj drugega. Content je bil v slovenščini, takrat razmeroma dober, zdaj je popoln in pač v tujih jezikih sploh ni bilo treba več pogovarjati. Ne? In takrat ChatGPT je prišel v jeseni, jaz sem imel glih malo fraj, novembra, decembra in sem naredil Udemy izobraževanje ChatGPT v SEO-tu. Tisto je eksplodiralo na Udemyju, pol pa enostavno sem začel delati predavanja, izobraževanja, začel sodelovati s podjetji, razmišljal o tem, kako oni uporabljajo AI, ChatGPT, jezikovne modele in zdaj sem na vrhuncu in to je to, da sem v raztezanjih. Ja. Hudo? Dobar. Mislim, nekaj stvari nisem vedel, kaj si jih povedal, tako da nisem vedel, da si z Udemyjem začel. Ja, v resnici, jaz itak, ne, že v prejšnjem lifeu, torej... Ja, imamo jih več. Že v marketingu, ne, ta predavanja so meni od nekdaj. Ne. Jaz sem se dolga leta ukvarjal z tem, da smo izobraževali mlade v javnem nastopanju in kritičnem razmišljanju. Ne. Zdaj sem direktor Zavoda za in proti, Zavoda za kulturo dialoga, ki je organizator debatnih tekmovanj in izobraževanj po Sloveniji. In pač ta javna nastopanja so meni najboljša stvar ever. In sem iskal načine, kako lahko to delam. Vse nekaj smo predavali na konferencah, nekaj smo interna izobraževanja delali, ne vem, v agencijah ali pa v firmah, pa neke stvari sem tudi drugače izobraževal. No, ampak pač izobraževanja SEO v Sloveniji ne delajo, ne da se jih narediti zelo veliko. In zato sem pač iskal neke načine, tudi da bi šel zdaj na neki Udemy ali pa na neko drugo platformo delati marketing pa tekmovati z ljudmi, ki imajo tam že desetletja v resnici neka svoje izobraževanja, se mi ni zdelo pametno. Takrat je bila pa to pa res dobra niša, kjer sem rekel, ChatGPT pa še nikogar ni bilo takrat na Udemyju in kar je znam je hiter in dober narediti izobraževanje, prezo skupaj zabrisati, razmisliti, kakšna naj bo struktura, to skupaj zložiti in ko imam pač doma postavljen studio in lahko pa začnem snemati in to je to bilo najbolj naravno in iz tega so potem vse stvari v resnici vam prišle. No? Se pravi, nisi samo idea man, ampak si tudi doer, hiter primeš stvari pa. Absolutno, no, pač jaz sem
vedno sem govoril o tem, da ko zaposlujem, hočem vedeti, da ljudje to sami delajo doma. No? Ko smo za SEO zaposlovali, sem vedno vprašal ljudi, katero imaš svojo spletno stran, kaj delaš na njej, kaj si se na njej naučil. Zakaj? Zato, ker sem jaz tako začel. Najprej jaz sem se SEO začel učiti, da sem na spletni strani, ki še zdaj obstaja, začel testirati stvari. Vedno sem imel neke svoje portale, neke svoje projekte. In še zdaj jih imam, še zdaj poskušam različne stvari delati. Imam neke svoje spletne strani, pa medijske spletne strani, pa svašta. Ne? In pač to pričakujem od drugih, pa predvsem od sebe. No? Ja, jaz pač naredim stvari, seveda mi težijo, kako boš s tem zaslužil, kako se bo to monetiziralo. Jaz pa rečem, meni je vsaj za neke stvari, no? Meni je to zabavno, jem to delal. Zato sem pač enkrat kupil en mikrofon in ta zdaj že verjetno 10-15 let star in pač se ne rabiš veliko za te stvari. No. Cool, dobro. Ja. Okay. Preden začnemo čisto radno, naredimo še admin. Torej, če vas karkoli zanima, če imate kakšno vprašanje, predlog za temo, pejte na frodix.com/vprašaj, pa nam zastavite vprašanje. Zdaj pa Gorazd, dajmo najprej to teorijo čez, torej kaj je SearchGPT. Če malo predstaviš, pa gremo pol ugotoviti, kako to spremenil svet. Ja, rado si rekel, da bom spet dal to teorijo od tega. Povej nam, kaj je orodje, ki ga ni še doben videl. Vse to, ja. Po tem pogovoru s Samom, ne. Zdaj bom povedal to, kar tisti še ne vejo, mogoče poslušalci, ki niso toliko v teh krogih, ki smo mi. Gre za pravzaprav spletni iskalnik, ki je kombinacija to, kar je Google, in kombinacija naprednih jezikovnih modelov. Če zdaj malo to poenostavimo, kot da bi se pogovarjal in prideš do neke rešitve, se pravi zanima te, kaj bi danes jedel, pa ti odgovori, recimo, bi ti dal nek predlog jedi, potem mogoče vprašal, kaj pa rabim za to neke sestavine, pa bi ti kar v pogovorni obliki odgovoril na to, potem pa lahko vprašajo, kje pa bi to kupil, pa bi ti rekel tukaj pa tukaj, a je to zdaj odprto, bi naprej vprašal, pa bi ti recimo povedal, da je ta trgovina, ker rabiš to sestavino za ta recept, ki si se pogovoril, odprta. Zdaj, Google bi bil v tem primeru, da bi ti par seznam zadetkov, kaj bi bila danes nekaj jedi, pa bi ti izbral recept, bi šel nekaj pogledat. Sej, ima tudi Google nek stvari, ampak rečemo ta del zelo pogovorni, generira pravzaprav nek pogovor s tabo. Še kaj si rekel, če imam jaz dostop? Imaš ti kakšen dostop do tega? Ne, doben ga še nima. Ne. Andrej? Ne, je pač tistih prvih 1000 ali kakorkoli. Ja. Ok, ampak za vse, malo smo si pogledali, spremljamo to, kako vidva vidita, a bo SearchGPT, ali pa se Perplexity smo pa vsi probali, a bo to spremenil način, kako iščemo informacije, ali to zdaj nek umestni korak, kakšen je vajen pogled na nek ta nov način iskanja? Meni je najbolj zanimiva teorija, da ChatGPT sploh ni bil namen, da bi bil svoj lasten produkt. In da je pač to, da je ChatGPT, da ga zdaj ful uporabljamo kot pogovorni bot, pač ne rekel po pomoti, no? Ampak da to ni bila ideja, da je v resnici SearchGPT prvi produkt, ki ga je OpenAI v resnici mislil narediti. Ne? Ker po eni strani, in to je že nekaj časa razlagam, ne, da to, da mi ChatGPT uporabljamo kot tistega, ki nam daje odgovore, zaradi tega, ker ima zastarelo bazo, razmeroma zastarelo bazo, ker zna halucinirati, ne? Da nikoli ni bil niti namenjen temu, da bi ga mi uporabljali kot bazo podatkov, ampak on je samo orodje, ki dobro bere vhodne informacije, jih zna predelati in jih potem da od sebe. Ne? In da je to, da ga uporabljamo, da ga vprašamo, ne vem, kateri je največji vulkan na svetu, da je to v resnici narobna uporaba ChatGPT-ja. Ne? Da mu moramo mi dati neke podatke, v smislu dokumente ali pa dostop do spleta, mu razložiti, kako naj jih predela in da jih potem dobimo nazaj. Ne? In to je zdaj v resnici to, kar delajo po moje za SearchGPT. Kjer mu bodo, ok, jezikovni model zdaj smo preverili, da dela, ne? Torej on res zna dobro razumeti vsebine, besede, pomene, podtone in še kaj ostalo. Ne? Zdaj mu bodo pa dali v resnici dostop do nekih podatkov, ki so lahko pač na eni strani splet, in bodo na podlagi tega v resnici lahko dobro, da bo to v resnici končno začelo dobro delati. Ne? Ker vseeno, pač zdaj imeti iskalnik, torej ne imeti bazo znanja, ki se je ChatGPT absolutno izboljšal, ne? Od 3.5 do 4o je ta količina halucinacij in vsega se močno zmanjšala, ne? Ampak še vseeno,
x% podatkov je pač zraka vun zmišljenih, ne, je pač ni produkt, ne more biti produkt. Ne. To sicer nisi vprašal, ampak jaz sem ti vseeno povedal. Ne. Zdaj pa je seveda drugo vprašanje, koliko bodo pa uporabniki to začeli uporabljati, to pa je, I have no idea. Ne. Ravno nekaj dni nazaj je Rand Fishkin, ki je zdaj na Spark Torotu, Rand Fishkin je tisti, ki je naredil Moz, je tisti stric, ki je začel SEO takrat kot jaz. Torej, on je dobil dostop do novih analiz, ki so preverjali, koliko ljudi uporabljajo še vedno iskalnike, koliko ljudi uporabljajo ChatGPT in druge velike jezikovne modele in kako se ti podatki prekrivajo. Mogoče lahko damo link do tega, en super post je naredil Rand. In kar so tukaj povedali je, da sicer zelo veliko ljudi uporablja ChatGPT ali pa neke druge stvari, ampak da ti ljudje še vedno uporabljajo Google. Ne? Da se količina uporabe Google ni zmanjšala, samo količina uporabe ChatGPT-ja oziroma drugih LLM-jev se je povečala. In jaz zaenkrat ne vidim razloga, zakaj bi se uporabniki pač prestavljali iz Google na nekaj drugega, ker Google dela še razmeroma v redu. Če nisi zdaj SEO nerd, je Google še vedno dober iskalnik. Ne? Pač top of mind je, brand je neizmeren, sploh se ne rabimo o tem pogovarjati. In zdaj, kako se bo tukaj ta prehod naredil in zakaj bi se ta prehod naredil, ne vem. Ne? Na tretji strani je OpenAI ljudi navadil, da je njihov brezplačen produkt razmeroma slab. Ne vem, ne? Pač zelo pogosto dobim, ne, ko delam neka interna izobraževanja, to ChatGPT smo probali, pa je beden, ja, ker si ga probal pred enim letom. Ne? Ok, zanimivo. Vse to se mi zdi ok, kar si rekel. Veš, Google ne bo kar šel stran. Koncev, bližamo se 30-letnici Google, nekaj so vložili v to, da pripeljajo rezultate, ki jih ljudje hočejo imeti. Se mi pa zdi, da se mal potrošnik na drugi strani ali pa uporabnik teh vsebin spreminja in veš, Google od tebe še vedno zahteva, da nekaj pogledaš, si mal kritičen, greš skozi par linkov, da spet mal navadil tega ChatGPT-ja, pa tudi ta del, kar si omenil, ne. Da enkrat to nesejo, pa ne dobim zdaj to, kar hočem dobiti. Ne. To mora iti kar perfekt delati. Ja, ne bo rodil noben perfekt delal, ker koncev gre še vedno za neko vrsto stroj, ki mora stroj naročiti, kako naj dela in bo pa stroj naredil. Tudi kad tovarno postaviš, na znakarvnih delov delati, veš, moraš tudi robot ga naučiti, kaj dela. Tako da, zdi se, da sicer uporabniki bi si želeli na ta način komunicirati, ampak ja, vprašanje pa je ta prava smer. A veš, pa ne pozabiti na to, da Google že zelo dolgo dela na teh rešitvah, ki dajo en odgovor. Ne? Če jaz pogooglam vreme Ljubljana, dobim odgovor. Če pogooglam, ne vem, veliko stvari, lahko dobim ali zelo kreativno naprej narejen odgovor z nekimi karticami ali pa s čemerkoli. Ne? In pa, mi tega sicer v Sloveniji še nimamo, ne? Google ima tudi svojo umetno inteligenco, s katero daja odgovore v iskalnih rezultatih na čisto enak način, kot če bi uporabljal ChatGPT. Tako da zdaj neka velika razlika bi morala biti med Googlom pa SearchGPT-jem, da bi uporabniki množično zdaj prešaltavali na nekaj drugega. Ne? In jaz pač mislim, da ta razlika ni tako zelo velika, ker če je zdaj razlika 10 ali pa 20% celo v neki samo kvaliteti odgovora, ne? A veš, če jaz iščem recept za sarme, pa če mi zdaj enkrat pove, da kdo ve, kako se kuha sarme. Zelje zih noter. Da mi enkrat pove, da je treba zelje čez noč namakati, enkrat pa ne. Če je to razlika, jaz zaradi te razlike ne bom šel k SearchGPT, in abandonal pač cel nek ekosistem, ki mi je domač, ki ga uporabljam že desetletja, s katerim so generacije gor zrastle. Mislim, daleč od tega, da nočem biti tisti, ki bo govoril, ne, velikani se ne bodo spremenili, sam pač, ne vem, ne, uporabniki so se res absolutno spremenili. Ne. Uporabniki zdaj sem gledal TikToke o tem, da ljudje glasbo poslušajo na TikToku. Ne, da ne pač na TikToku kliknejo na playlist neke muzike, ki je bila v ozadju nekega TikToka in potem na takšen način glasbo poslušajo. Ne. To je sprememba, kjer so stvari čisto drugačne in zdaj ne vem, če ravno SearchGPT gre v tisto smer. Mogoče nas bo presenetil z nečim, ne, ampak zaenkrat ni zavideti. No, pač to, kar so predstavili, kjer v resnici gre za neke besedilne odgovore, kratke, enostavne, mogoče kvalitetne na nek query, ki si ga pač postavil,
je sicer super, sam nimam pa dobenega razloga, zakaj bi šel stran od svojega Google, ne? Pri katerem imam, ne pozabiti, e-mail, pri katerem imam Mapse, pri katerem imam svašta drugih stvari. Cel ekosistem, Točno kako to, si rekel. ne? Neki Drive, da ne rečem AdWords, prinaša mi obisk na spletno stran, plačujem mu ali pa lahko sem plačan. Ne? Pa če res se je Google v teh 30 letih razrastel na vse, ne? Se je bila njihova misija pobrati vso znanje tega sveta in to so naredili v resnici. Ne? In ne bo tako enostavno, se mi zdi. No? Ja, se to vidimo, ne, da v bistvu in Google, in Bing, in vsi ostali iskalniki probajo pač nekako preroditi iskalne rezultate za jajom. Ne. Zdaj, kako uspeva en in drugim, je pa mogoče to. Google je zelo, ravno zaradi svoje masivnosti, ima to težjo pot. Ne. Neka OpenAI, nek startup si lahko nekaj na novo zamisel. Ne. Se pa strinjam drugače, jaz tudi, ne vem, sem se trudil Perplexity uporabljati ravno s tem namenom, ker za en stvari je boljši, ampak default je bil še vedno na Google. Ne. Je pa to nekdo izpostavil, ne, da je zanimiv, ker Google ima še vedno pač enovrstični search bar, torej za nekaj ključnih besed, medtem ko in Perplexity in OpenAI oziroma in Search GPT, oba dva štartata z nekim velikim text area, kjer boš ti celo vprašanje zastavil, malo bolj kompleksno, kar verjetno kaže na to, da bomo malo različne stvari uporabljali, za različne queryje uporabljali različna orodja. Ne? Mogoče tle, Peter, ti se už spomnil, Google je tako vsak let razlaga, koliko je novih queryjev, ne? Pa to že včasih, ko smo res optimizirali eno ključno besedo okna, vgradna okna, ne? Ker vsi to opisujo, ne? To je bil včasih keyword. No, on se pa cel stavek vprašaš. Jaz mislim, da sam Google bo enkrat naredil en switch, pa bo na unem UI-ju to povečal, pa rekel, upiši tukaj cel stavek. Ja. Ker ga že zdaj ljudje delajo. Vse Bing tako naredi, ne? Čim reče, probi z AI-om to raziskati, takrat se potem vse poveča. Ali pa mogoče pride končno voice. Ne? Veš, koliko časa že razlagamo, da je voice, marketing na konferencah. Ne? Voice je tu, voice search, nič tega ne dela. Sploh za ne angleške ali pa za ne top 5 držav na tem svetu, jezikov na tem svetu, pač to nič ni delovalo. Doben v Sloveniji ni tega uporabljal. Ne? Mogoče je končno ta trenutek, ko se bo to zgodilo. Ne? To je neko zanimivo vprašanje, ker zdaj jaz že imam na desktopu svojega telefona gumb za ChatGPT voice pogovor, ne, ki dela razmeroma v slovenščini. Ima neki naglas, ki mogoče ni 100% pravilen, ampak besede, pogovarjam se lahko in stvar deluje. Ne. V naslednjem, še ena stvar, ki jo čakamo od OpenAI, je zdaj ta nadgrajen voice, ki bo pač res delal, ne, kjer bi naj tudi novi jeziki not prišli. In ko bo to, če bo to delalo v slovenščini, tako kot to deluje v drugih jezikih, smo praktično tam. Ne vem, spet ne. A si predstavljamo, da bodo ljudje v pisarnah sedeli za svojim računalnikom pa z voicem spraševali neke stvari? Ne vem. Neka Cortana, nikoli ni delala, se je bila Cortana, ta Windows. Ja, je bil, ne? Ja. Ne? Nikoli ni delala. Mislim, ni, to se zanče ran, je bil Igor gost, smo se malo o tem voice pogovarjali. To bi bila kar čudna izkušnja, da si predstavljaš teh kubikih, tak govori svojo napravo. Ne, malo bi bilo čuden. Po mojem, moramo zdaj, smo rekli, to so vse spremenili, ampak vsem gremo lahko malo ta drugi aspekt pogledati, ne, contenta. Content za vse te nove iskalnike, ne, aj pa je SEO dead. Mislim, SEO je umrl že velikrat. In seveda je odgovor ne. No, pač dokler, ne, včasih smo rekli, dokler bodo iskalniki, bo SEO delal, zdaj takoj vidimo, da ne, dokler bodo iskalniki in veliki jezikovni modeli, bo očitno neka optimizacija pojavnosti na različnih vrstih rezultatov pač pomembna. Ne, zdaj seveda na marketinških konferencah, zato da ne govorijo stalno ene pa istih stvari, že govorijo o AI optimizationu ali pa LLM optimizationu in take stvari. Ne. V resnici ne vemo, kako te stvari delati, ampak spet nekako prihajamo nazaj na neke te iste koncepte, ki smo jih morali za SEO že v preteklosti delati. Ne. Če se zdaj na eni strani sprašujemo, kako biti na prvem mestu v Googlu,
se dodatno v Ameriki že sprašujejo, kako biti v tistem AI odgovoru, ki ti ga Google na vrhu ponudi. Ne? In navodila od Google so tukaj enaka. Ne, pač good content. Vedno imamo vsi že poln kufer tega izraza, ne, content is king, ponavljamo že 15 let, ampak na koncu koncev je to vsekakor še vedno pravilno in resnično in še vedno velja. Ne. In verjetno bo to veljalo tudi za vse ostale stvari. Ne. Zdaj, zelo dober webinar na to temo je imela ena marketinška agencija, mogoče ga lahko polinkamo v komentarjih, ki sem zdaj pozabil, kako se jim reče, kjer govorijo, pač vračamo se na to, da moraš biti ti kot oseba ali ti kot podjetje pač čim večkrat omenjen v najrazličnejših spletnih straneh. Če smo včasih govorili o linkih, ne, pa o tem, da pač ni važno, kje, samo imej backlinke, in smo se že preden smo imeli velike jezikovne modele, smo v resnici govorili o nekem linkanju brez linkov, da je lahko včasih dovolj, da se ti pojaviš na 24 ur v Sloveniji ali pa ProSieben v Nemčiji ali pa BBC-u, da je že samo tvoja omemba brenda lahko dovolj, da obstaja kot nek dodaten signal za Google. Ne? Tukaj gre zdaj za enako stvar. Ne? Pač ti moraš biti dovoljkrat omenjen na nekih relevantnih spletnih straneh, da boš visoko v Googlu, da te bo Google prikazoval na te generiranem odgovoru in na koncu koncev, da boš v ChatGPT-ju ali pa SearchGPT-ju, karkoli že bo, spet omenjen tam. Ne? Zdaj, kateri so te viri, se verjetno malo spreminja, ne? Nekih pač lastnih blogov, PBN-jev ali pa kako smo rekli, tem stvarem pač že dolgo ne delamo. Ne? Verjetno ni čisto dovolj, da si objavljen na nekem manjšem mediju, verjetno so zdaj socialna omrežja 2.0 spet pomembna, ne? Quore so pomembne, Redditi so pomembni in mogoče se zdaj s tem malo zmanjšuje pomembnost vsebin na lastni spletni strani. Ne, jaz sem sam zelo dolgo, zelo močno poudarjal, pač držite se svoje spletne strani, tu imate vi nadzor nad svojim kontentom, tukaj vam ga noben ne bo vzel, ne date avtorskih pravic, nič se mu ne more zgoditi. Ne? Zdaj pa naenkrat pa postaja to, da si ti na nekih drugih platformah viden in opažen, lahko nekoliko bolj pomembno, ker seveda, ne, če pogledamo te generirane rezultate v Googlu, tam imaš neke 3 vire, kjer je pač tvoja spletna stran lahko samo eden izmed teh virov. Ne, moraš biti tudi nekje drugje omenjen, da boš lahko tam relevanten. Tako da, nič se ne spreminja, malo se spreminja, na koncu koncev pa moraš biti še vedno aktiven na spletu in relevanten na primeren način in zdaj seveda, kako boš prišel v 24 ur ali pa v ProSieben ali pa v BBC z relevantnim kontentom, s kontentom, ki je drugačen, te bodo ti ljudje še vedno pobirali in bodo o tebi govorili. No, pač noben medij ni še nikoli pobral članka, kaj so notranja okna, ki je bil spisan na hitro, je imel 200 besed in pač ni povedal nič novega. Ne? Tako da, vse je isto, pač prav je vse drugače. No? Dve zadevi se mi zdi, eno si omenil, a veš, brand tvoj bo na BBC-ju, bo vse to, se pravi, ne bo več, a veš, ranking pozicij in vsega tega, se pravi, boš mogel na nek način začeti spremljati, kje se tvoj brand pojavlja, se pravi, mogoče tudi tukaj je AI pomagal na nek način, da boš vedel, kje si dober, kje mogoče še manjka, predvsem pa ta razumevanje tvojega branda v kontekstu, s čim se pojavlja, ne? Ker ti boš pa želel biti, ne bo nekdo vprašal po tvojem brandu, ampak vprašal bo po neki rešitvi, ki ti želiš, da mu odgovori, ja, to pa rešiš, ta servis pa narediš na tem brandu, se pravi, to dvoje boš mogel nekako spremljati in verjetno se pa na to odzivljati tam. A to že poznaš, so kakšna taka orodja, ki v to smer gre, ali bolj to slediš tem stvarem? Absolutno. Ne? To, da poskrbiš, da so informacije o tvoji spletni strani, o tvojem brandu, o tvojih ponudbah aktualno in relevantno opisane na drugih spletnih straneh, je pač izjemnega pomena. Ne? To, da trekaš, kje se nahajaš, kaj tam piše. Ker kar recimo že vidijo je, da ta Google generiran odgovor gre vedno znova poiskati vsebine na nekih spletnih straneh. Kar pomeni, če si na neki spletni strani, ne vem, na Trustpilotu imaš svoj opis, ne? On pobere iz Trustpilota dol
tvoje podatke. Če te podatke spremeniš, so lahko čez nekaj sekund drugačni že v generiranem odgovoru na vrhu Google. Ne? Kar pomeni, da je res treba skrbeti za to, da si vedno pravilno omenjen, da so tvoje storitve in točno to, kar si razložil. Ne? To na eni strani. In zdaj seveda, veš, teh nekih toolov za, teh izrazov je veliko. Social listening smo včasih temu rekli. Kaj so PR-ovci rekli? Sem pa pozabil. Imaš tudi nek slovenski tool, pa tudi ne vem, kako je, pa mislim, da je nekaj, ki ti pošle, veš, Andrej, ti vsak dan... Za clipping. Clipping, press clipping. Okay. To je ta modern press clipping. Teh toolov je razmeroma veliko, kaj je Mention 24, je en izmed takih toolov, recimo, ki pač po celem internetu išče omembe tvojega brenda, ali pa SEMrush ima to že tudi sam noter, oziroma kompleksno je. V glavnem, ti tooli, ki smo jih prej, za katere smo včasih imeli recimo manj razlogov, da bi jih uporabljali, bodo zdaj očitno postali veliko bolj pomembni. No? Še vedno je pač, AI ti tukaj lahko pomaga v smislu, da včasih so imeli na press clippingu študente, ki so prepisovali pa brali časnike in so potem s signirjem označevali omembe brendov in so to kopirali in so to ljudem pošiljali. Ne? Danes pač tega več ne rabiš in ti to lahko zelo dobro naredi AI, ampak še vedno pač rabiš neko tool, ki ti poišče vso to vsebino, ti jo zagregira in ti jo poje. No? In tukaj bodo zagotovo AI pomagali, ampak to so neke zunanje rešitve, ki jih bomo kupovali. No? Ampak, če smo, v glavnem, ta pomembnost postaja vedno večja, to sem zdaj že četrtič povedal in ne bom več petič. No. Nikoli ne rečem. Ampak dejstvo je, kako pridajo AI ali pa pač na splošno sistemi do informacij še vedno uporabljajo nek web crawling oziroma nek search engine, tako. Kar pomeni, da v bistvu to, da boš ti rangiral visoko na search engine oziroma pač na nekih queryjih, bo to še vedno isto veljalo. Kar je zanimivo, kar se je mogoče spremenilo, oprosti, da te prekinjam, je to, da ne bo več čisto dobro deloval tale spremljanje pozicij v iskalnih rezultatih. Zdaj je bilo pač, si na prvimi 10 mesti, nisi na prvimi 10 mesti. Ne? Zdaj so te generirani odgovori pač bolj kompleksni, bolj raznoliki. Ne? Že zdaj je bil zelo velik problem. Ne? Če si ti dal v neko orodje za SEO, pa si mu rekel, ti spremljaj mojo pozicijo na ključno besedo notranja okna, ne? In ti je on rekel, ti si na 5. mestu. Ta 5. mesto je bilo v resnici personalizacija, lokalizacija, vse te stvari so močno vplivali na to, kaj se je pokazalo komu, ampak recimo, da generalno, zato da ti je lahko SEO agencija zaračunala, da si na 5. mestu, smo rekli, tu je nek posnetek trenutka v iskalnih rezultatih. Ne? Ker so odgovori v teh generativnih modelih v iskalnih rezultatih vedno različni, bo veliko težje spremljati, ali je zdaj SIMobil omenjen, ko nekdo vpraša za najboljšega mobilnega operaterja ali ni. Ne? In kaj bo zdaj pomenilo, ali je omenjen na začetku, na koncu, kak je omenjen, tudi neko, ali je pozitivno omenjen, ali je negativno omenjen, vse te stvari bo treba na nek način analizirati. In tukaj bo verjetno treba narediti nek preskok in verjetno v orodjih, zaenkrat tega še ne vidimo, nek SEMrush zaenkrat ali pa Ahrefs ali pa neka taka orodja, ki jih klasično uporabljamo za te stvari, še nimajo teh nadgradenj, da bi nam prikazovali, ampak vse to bodo naredili, tudi ko bo to rollouto na nekem večji količini uporabnikov, ampak tudi tukaj bo zdaj treba metrike predstaviti, način razmišljanja predstaviti, način zaračunavanja storitev verjetno predstaviti, in pač način razmišljanja o tem, kdaj smo zadovoljni z neko svojo pozicijo, pa kdaj nismo, pa vse to. No? A misliš, da bo Google AdWords dodal kdaj možnost, da boš v overviewih? Absolutno. Tako kot smo imeli, tako kot pač imamo nek native advertising, kjer se ti lahko ta slovenska rešitev je to dejala, da si se kot ključna beseda... Samo oni so propadali, niso? Niso ful kupili. No, ne vem, ampak zadnjič, ko je bil spet ta, kje bo OpenAI monetiziral, sem se spomnil, mislim, da iz mariborskih koncev so bili, ali nisem bili tak, ker so highlighter besedico. Zdaj, ko pa to je, če bi imel Alsman danes to, on tam kaže, visijo, imam rešitev. To je res pač ful dober način, razen za mobilne naprave, ker se na mobilnih napravah ne moč hoverati, na čega je bilo to odvisno, ampak na nek tak način se bo to zagotovo zgodilo. Ali pa se zaveš, da Google ima v resnici ta rezultat
potem pa ima vire zraven za 3 spletne strani. Ne? To, da je eden izmed tistih virov plačan, je v resnici lahko nek zelo enostaven način, kaj in na kakšen način to narediti. Ne? Zdaj, vprašanje je v tem, ali bo Google prodajal to, da boš ti prišel na spletno stran od brenda, ali pa bo sam prodal to, da te je dal v tisti odgovor. Ne? Ker tukaj so pa zdaj te stvari, ki se pa močno spremenijo, ne, za oglaševalce, torej za lastnike spletnih strani, ta nek zero-click searches. Ne? Se to je nekaj, o čem je Fishkin že zelo dolgo govoril. Ne? Torej, iskalni rezultati, ker sicer dobiš nek odgovor, ampak ne klikneš pa na spletno stran. Ne? Na eni strani so se jih brendi bali, ker seveda to, da človek pride na mojo spletno stran, je super, ker ga dobim v analitiko, ker mu lahko rečem za e-mail, ker mu lahko svašta drugih stvari še razložim. Ne? Na drugi strani pa seveda že to, da si omenjen v rezultatu, je boljš kot nič. In tukaj zdaj pa seveda pridemo do tega, da lahko postajajo spletne strani manj relevantne, ker boš ti tam prikazan v rezultatu. Mogoče bo tudi AdWords gledal samo tak, da te bo tam prikazal in ti ne bo sploh podal povezave do spletne strani. Na koncu Google Shopping je to. Google Shopping v nekem delu lahko kupiš neposredno stvari, ker tam sploh ne rabiš na spletne strani checkouta, ali pa Facebook je to delal, ker si lahko v njihovem environmentu kupoval stvari. Ne, pa to je tudi razlog, ki si na začetku rekel, ne, torej, da prvi produkt, ki ga je OpenAI mislil zares narediti za maso, je bil SearchGPT. Ravno to, Search lahko ti monetiziraš, medtem ko ChatGPT-ja vsaj na začetku niso vedeli, kako bi ga monetizirali. Pa tudi se še zdaj boje. Za ta premium plan, mislim, je verjetno lep vir prihodkov, ampak delač od tega, da bi jim pokrival stroške, medtem ko iskanje ti veliko lažje monetiziraš. Ne? Absolutno, ne? Ker ta jaz imam problem, jaz rabim produkt, je tisto, na kar se tudi oglaševalci odzovejo. Ne? Ti lahko imaš ful veliko ljudi, veliko obiskovalcev, ki če oglaševalci nimajo občutka, da dobijo cash nazaj, potem je brez veze, da monetiziraš svoj produkt. Ne? Oziroma ti noben ne bo plačal za to, da ga boš. Pa čim je več rezultatov, zgleda bolj fair. Ne? Ti lahko daš 1, 2 plačana linka, pa še ostalih, ki so organski, kar je tudi problem Voice-a. Torej, če jaz Alekso nekaj vprašam, težko mi da paid odgovor, tega, ker bom zelo skeptičen do teh stvari. Ne? A misliš? Jaz pa mislim, da v resnici si ljudje želijo en odgovor. Želijo si, ampak ja. Ne? Ker itak, če pogledaš te raziskave, v resnici noben ne razlikuje med plačanim in neplačanim oglasom. Ali pa Facebook postom, ali pa TikTokom. A ste že kaj videli, kakšne TikTok oglase v Sloveniji? Jaz imam to srečo, da še ne. Ne, pa že 2-krat sem probal account kreirati, da bi delal, pa še vedno nočem. Ne, ampak ko scrollate po TikToku, ste videli kakšne oglase prikazane? Jaz tudi ne. Kje sem ostal? Da ljudje ne razlikujejo. Ljudje ne razlikujejo. In je v resnici vseeno, ali je rezultat plačan ali ne, ni mi važno, da je rezultat kvaliteten. In jaz mislim, da je to, da jaz rečem, povej mi, kaj je najboljši telefon, in reče iPhone 18, čisto ok. Ne? Res pa je na drugi strani, da zdaj, jaz ko izobražujem ljudi o tem, kako naj uporabljajo ChatGPT na teh delavnicah, ki jih delam, jim rečem, najpomembnejša stvar je, da spremenite način razmišljanja o tem, kako postaviti vprašanje. Ne? To ni Google, kjer postavite kratko vprašanje, kjer poveste neke fakte, ampak gre za pogovor, kjer mu morate razložiti tudi, kaj boste s tem odgovorom naredili, komu je namenjen, kako ga boste uporabili, in če mu date ta background, boste to lahko naredili veliko boljše. Ne? Torej, če jaz njemu rečem, da mi povej, kaj je najboljši mobilni telefon, pa je odgovor iPhone 18, ali kako že je, je to mogoče slab odgovor. Če mu jaz rečem, povej mi, kaj je najboljši mobilni telefon za nekoga, ki ima rad tehnologijo, je veliko v Apple ekosistemu in bi rad dal ful denarja ven za telefon in ima veliko torbico, potem je odgovor iPhone 18 Pro lahko čisto dober. Itak. Ta kontekst razumevanja je pa v bistvu kar ključen. Ja. In tu se, oprosti, ChatGPT oziroma OpenAI že zelo trudi z tem memorijem, z custom instructioni, z vsemi temi nekimi dodatnimi funkcionalnostimi, da bo uporabnika bolje spoznal in potem lahko tudi bolje odgovarjal. Ker največji odgovor, ki ga jaz dobivam od podjetij, je ChatGPT daje splošne odgovore.
Ja, ker mu ne daš pravega vprašanja, oziroma ker ne ve backgrounda o tebi. Ne? In zdaj, ko imajo oni memory, kjer si oni zapomnijo o tebi, v kateri branži delaš, kak so ti všeč odgovori, zdaj so pa lahko hitro bolj svojimi odgovori še bolj relevantni kot Google. Ne? Sej bo malo provokativno, ampak veš, Google se že nekaj časa zapomne stvari, ker moj pa tvoj rezultat nista enaka. Ne? Veš, to, kar bo zdaj razlagamo, da enkrat mi je naj sodelavc razlagal, rekel, veš, Bitcoin pa to o tem blate, rekel, ti narediš kolone, pa je kvadratne. In pol začneš to optimizirati, ne? Prej si pa imel navaden kolon, pa rečeš, ne, ta vzaj dober, se zdaj malo še tako, malo se je težko voziti in pol še malo brusaš, pa nekaj spremeniš in pol počas neko tehnologijo, ki ni bila s tem namenjena, kot nevna deska za kolo, ne, prideš spet do nekaj tega, kaj je kolo, imel pa si kolo. In tudi tukaj danes, ne, saj imamo ChatGPT, je boljše nekih stvarih, smo se navadili, ampak to, kar si zdaj razlagal, meni bilo tako, saj Google že zdaj ve, kje sem jaz bil, da mi neke relevantne stvari, ve, kje sem doma, ve približno, kaj sem klikal v preteklosti, ok, če imaš noč analytics, pa take stvari, pa še več dela z njim, še več stvari o tebi ve. Samo res pa ne komunicira na ta način s tabo. Tle je, tako kot si rekel, ima Sundar, ima zelo tako mentaliteto. On pravi, mi smo v AI vlako stopili že pred OpenAI-em, ko smo presvičali Google v AI first, ampak to ne pomeni, da zdaj nas vsi kritizirate, pa rečete, vi nimate tega četa, pa tretje, zato ker mogoče imamo cel enterprise sistem zadnji, pa to red flagov, ker ne moramo kar nekaj dati ven, ker bo to lahko pošast na konca. In tukaj je, po mojem, ta zdaj ljudje vidijo, tam je vse tako hiter, super dobiš, Google gre pa tako počas. Mislim, da ko eni ta veliki začeli delati premike, bo drugače tako. Kaj zdaj se ko delaš na svete pa to? Kako bi se marketingaš danes tole posluša, mu je malo groza, pa zdaj z njegovo vsebino, ne veš, tako nek content so ustvarjali na svoji spletni strani, zdaj rečemo, ljudje bodo tam dobili informacije, mogoče ta branding, ker je to malo bolj pomemben, da to pol nekdo kar direkt opisal, kako naj se pa, ne vem, loten tak, sploh pripravenega takega contenta, a je to zdaj toliko drugače, ali morate nekako tem načelom slediti, kar si jih tudi zdaj ti v bistvu kar dost povedal? No? Jaz mislim, da ne. Da je še vedno treba na enak način razmisliti o tem, kdo so ciljna publika, kakšne so težave tvoje ciljne publike, kakšne so njihove potrebe, kje njih najti, kaj jim je treba povedati, kako jim slediti v različnih fazah nakupnega procesa, in jim pač za te stvari pripraviti vsebine. Ne pretiravati, marketinške agencije vam bodo htele prodati marsikaj, jaz pa mislim, da če se držimo tega, kar znamo dobro delati, že smo se navadili tega, da delamo različne vrste kontenta, da ne delamo samo besedil. In če se tega držimo naprej, jaz mislim, da zaenkrat ni velikih sprememb pri tem, kaj in na kakšen način se dogaja. Ker še vedno pač ti podatki o tem, kaj uporabniki uporabljajo, se niso spremenili. Penetracija Googleova pozicija v top of the funnel je še vedno enaka. Pri tem, da mora biti pa naša vsebina zanimiva, drugačna in kreativna, to je pa tudi že od nekdaj nek naš nasvet. Tako da tukaj mislim, da ni zelo veliko nekih sprememb. No? Jaz mislim, da 2 nasveta. 1, začnite delati na TikToku, in 2, kupite si plačano verzijo ChatGPT-ja, da boste dobro delali. To je to, kar je treba danes narediti. No? Ok, torej z uporabo ChatGPT ali pa nekih drugih orodij za content, boš pripravil boljši content, rečemo, in za ljudi, in za stroj, ali... Ja, absolutno. Pač ChatGPT, plačana verzija ChatGPT-ja, ti omogoča, da boš o vsebini boljše razmišljal, da boš vsebino boljše in hitreje in ceneje pripravil in še marsikaj drugega. Pač ta neka osnova, ki jo mogoče včasih delajo marketinške agencije za brande, ta nekaj razmislek o pozicioniranju, o ciljnih skupinah, o problemih, ta osnova ostaja enaka, ne glede na to, ali pripravljamo vsebine za časopis,
časopis je ena taka stvar, ki si jo včasih dobil na nabiralnik, taka velika papirnata, pa so bile noter novice. Kaj je to nabiralnik? Ja. Dej bom pol. Ampak za časopise je bilo isto, za radio je bilo isto, za televizijo je bilo isto, za internet je bilo isto. Pač moral si rešiti težavo uporabnika. To je za en nasvet, za vse brende na svetu, ampak vse to je še vedno isto, samo malo drugače. No, tako da jaz ne bi veliko stvari spreminjal. Res pa je, da če bomo delali s ChatGPT-jem, neke te klasične workflowe znotraj podjetja spremenili, bomo pa lahko delali hitreje, pa bolj učinkovito. No? Par dni nazaj, že kar nekaj časa nazaj, je Klarna povedala, da so z chatbotom za AI zamenjali 700 zaposlenih. Ne? 40 milijonov dolarjev profita, torej 40 milijonov dolarjev manj bodo prišparali zaradi tega, ker uporabljajo ChatGPT kot customer solution, custom narejen, sprogramiran. Ne? Pač to so neke stvari, ki bo ChatGPT zagotovo delal, ampak pri nekih drugih stvarih pa so pač stvari ostale čisto enake. Ja. No, ok, eno vlogo smo mogoče sam tle pozabili. Veš, kaj bojo asistenti, ne? Pa boš ti asistenta nekaj vprašal, pa bo asistent šel neke stvari poiskati, ne? Tle bo pol SEO za asistente, a veš, tle vmes pride en tak siva cona, na katero ne boš mogel vplivati, ker asistent bo nekaj odgovoril, kar bo on nekje dobo. Ampak nekje je našel, spet isto na spletu, a veš, isto. Google je tudi rekel, ne, mi uporabljamo in to je mogoče gre povezavi s tem, kar si ti prej rekel. Ne? Google je rekel tudi za te generirane rezultate, mi uporabljamo enako tehnologijo, razmišljanje in kriterije tukaj, kot jih uporabljamo v klasičnih iskalnih rezultatih. Ne? In Google nima AI, Google ima seveda AI, in ga pač na drugačen način ga uporablja. Ne? In to je verjetno odgovor spet tukaj. Ne? Pač vse stvari isto delajo naprej, pa boš tudi za asistente lahko dober. No, stoja, spet smo na ključnih besedah v resnici. Ne? Sej, ne vem, mi, ki delamo eno orodje, ki ti pomaga pri researchanju leadov, pa accountov, kot del CRM-ja, tam ravno to, mi ChatGPT-ju rečemo, da nam različi ta kontakt in med drugim, kar naredi, je, da naredi 5 queryjev na web in on si pač zmisle ključne besede, ki jih želi iskati. Kar pomeni, da imamo spet neke ključne besede, ki grejo v iskalnik. Tako. Neke tematike, ki so relevantne, jih moramo na koncu, jih bo vedno nekdo iskal in na koncu nekaj mora obstajati kot vir vsebine. Ne? Tudi če govorimo o prihodnosti, o tem, da bodo se jezikovni modeli učili na neki vsebini, ki je narejena, sintetična vsebina, temu rečemo, ne? Na vsebini, ki je narejena strani jezikovnih modelov, bo to samo ta vsebina, ki bo narejena za generiranje jezikovnih modelov. Ne? Še vedno bo ti jezikovni modeli rabili nek vir, da bodo odgovarjali na aktualne informacije. Ne? Na koncu še vedno boš rabo Meteorološki zavod Republike Slovenije, ki bo rekel, kako bo vreme, da bojo lahko vsi po celem svetu poročali o tem, kako bo vreme. Ne? Nek vir informacij še vedno moraš biti in če se ti kot brand uspeš postaviti kot avtoritativen vir informacij na nekem področju, je to. Ne? In to pa smo spet tam, da smo iste stvari delali, ko je prišel social media, da smo iste stvari delali za SEO, da iste stvari delamo po nekih drugih kanalih. Mi se moramo kot avtoriteta na nekem področju vzpostaviti in ko nas uporabniki kot takšne vidijo, potem vedno znova hodijo k nam in to delajo uporabniki, to delajo chat, GPT search in to delajo Google. Ne? Super, na koncu moraš biti relevanten. Ja, pač ne biti beden. Mislim, težko narediš brand, ki je copycat drugega branda, kjer si vse čisto kopiral in nimaš nad svojega in pa se čudiš, sem propadel. Pa ne gre. Ne? Mislim, tisti časi, ful je težko biti uspešen na internetu. Ne? Pač tisti časi, ko je bilo to lahko, ko je bilo to enostavno, so pač enostavno mimo. No? Ljudje, ki so vzpostavljali velikanske brende, jih dobro prodajali, danes brez problema rečejo, ker sem to pred 10 leti začel, sem to lahko naredil. Danes pač ni slučajno ne bi šel v to, zaradi tega, ker mi to ne bi uspelo. Ne? Ker so bile pač razmere na internetu drugačne razmere na trgih so bile drugačne, pač vse je bilo drugačno. Ne?
Tako da je danes pač izjemno težko biti dober ali pa relevanten na spletu. Tudi drugačen biti, ne? Pač vse so že naredili, ne? Vse pesmi so že napisane. Kako boš ti zdaj napisal nekaj drugega? Ne? Jaz, ne. Ja, ker v resnici vse pesmi že napisane. Okay. Koncepti so isti, moramo se pa prilagajati. Zdaj mogoče za zaključek, ti veliko vsebin deliš, veliko na svetu deliš, mogoče kar povej, kje te ljudje lahko sledijo, najdejo, ker treba je spremljati, kaj se dogaja v tem svetu. Absolutno. Kar jaz delam zadnje čase najraje, je to, da pripravljam TikToke. Se vem, nisem boomer, no? Milenici na TikToku pač tja ne spadamo, ampak recimo, da si mislim, da to počnem dobro, tako da poiščite me na TikToku. In pa spletna stran UI-Slovenija, torej umetna inteligenca -slovenija.si, je medij, na katerem objavljamo novice o tem, kaj se dogaja na področju umetne inteligence. In najpomembneje delamo intervjuje s slovenskimi podjetji in tujimi o tem, kako oni uporabljajo umetno inteligenco. Ne vem, pogovarjali smo se s Šparom, pogovarjali smo se z Donatom, pogovarjali smo se z Genijem, kjer oni dajo praktične primere, kako so implementirali ChatGPT v neke svoje lastne procese ali pa v neka orodja. No? Sicer pa še vedno sem na seas.si, ker seas je seas in nekako se ne morem ločiti od njega. No? Tako da te tri možnosti so. Tudi vi boste, upam, da kmalu na UI-Slovenija za enim intervjujem, ker ste tudi vi naredili eno super dobro rešitev za UIM, z umetno inteligenco, tako da pridemo še do tega. No? Ja, to bo Andrej pravi sogovornik. Drugače pa poslušajte, če ste pa gledalci karkoli dober nove ideje za vprašanja na frodex.com, ste še vprašaj. To je da vrep. Ja, pa spremljajte nas, ker tudi pri nas se kaj naučite, upava. Hvala za poslušanje, dajte nam kakšno oceno, dajte nam komentar, like na podcast aplikacijah, na YouTube, kjerkoli nas pač spremljate. Če kaj koristnega, delite s svojimi prijatelji in se slišimo naslednjič. Čau. Čau. Ciao.